Naraven način gretja v domačem rastlinjaku je lahko sveži gnoj. Gumovec je nekoč rastel tukaj v loncu, bil je tak, bi rekel, kar pločevinast lonc. Tisti lonc je z leti popolnoma preperel. Ne bomo uporabili preveč materialov, zaradi tega, da ti materiali, ki jih uporabljamo, pridejo do izraza. Verjetno ste v teh prazničnih dneh skušali zeleno okrasje in naravo čim bolj prenesti v svoj dom. Na vrtu zdaj tako ali tako ni toliko dela, razen če imate toplo gredo ali rastlinjak, v katerem lahko zelenjavo pridelate tudi pozimi. Smo na Zaplazu v našem družinskem rastlinjaku, ki meri 3x8 metrov. To je dovolj velika površina, da v njej pridelamo vse potrebno, kar je za družino, 5-člansko družino in še nekaj ostane viškov za dobre sosede. Torej, kot vidite, je rastlinjak tudi v tem decembrskem času poln. Čeprav smo imeli v letošnjem letu kar nekaj nepričakovanih obiskov, predvsem pa neželjenih. Namreč voluharji so v tem času, ko se je začel mraz, si želeli tukaj noter urediti tako jedilnico kot dnevno sobo in vse te grede, ki jih vidite, da so prazne, je rasel radič in divja za naše zimske zaloge. Sedaj pa smo jih preprosto zasejali z novimi solatami, ki bodo v kratkem kalile in začele z rastjo, saj ta trenutek je v rastlinjaku dobrih 16 stopinj. Kot vidite, zagrinjamo vsako noč z zimsko folijo rastline, tako da so v bistvu čim bolje zaščitene pred zunanjim mrazom. Voluharje so jelki pomagale loviti tudi hišne ljubljenke. Na nekaj mestih pa so v zemljo zakopali nov zeliščni pripravek, ki naj bi jih odganjal. Kako se bo ta obnesel, bo jelka izvedela spomladi, zdaj sredstvo še preskuša. Nekaj radiča je še ostalo in za radič verjetno poznate, da glavice odrežemo na ta način, da nam ostane ta srček, iz katerega poženejo potem nove glave, ki so še vedno užitne, morda nekoliko manjše, pa vendar zelo dobre. Poleg voluharjev so bili naši neljubi obiskovalci tudi tele gosenice, pravzaprav različne vrste gosenic. Tale je prav lepa. In na tej gredi, kot vidite, so le še ostanki kitajskega kapusa, ki v tem času ravno tako še vedno zelo lep in dober v rastlinjaku, tako da ga bi lahko uživali čez celotno zimo, vendar so gosenice dobesedno prerešetale liste, na srečo pa so ostali potem te strnjene glave, ki smo jih porabili. Sicer pa naravni boj z gosenicami bil ravno tako zelo trdovraten. Po naključju smo spoznali, da je ta način s folijo, kjer je folija v bistvu v mnogih plasteh pokrita, najboljši. Namreč v notranjosti te folije se skrijajo različne živalice, med njimi je v enem samem pobiranju smo našli kar 50 velikih gosenic, takšnih res debelih, ki so naredile zelo veliko škode tudi na tem kodravolistnem ohratu. Folijo vsakokrat odnesemo ven iz rastlinjaka, jo pregledamo, gosenice odstranimo, kokoške imajo potem zelo dobro večerjo. Folijo pa nazaj prinesemo in zakrijemo. Gosenice se rade zadržujejo tam, kjer je toplo, zato je rastlinjak tudi pozimi v sončnih dneh treba prezračevati. Tako ohranjamo zmerno temperaturo in odstranjujemo odvečno vlago. Dovolj je, če za zimsko prezračevanje odpremo vrata. Bočno zračenje na obeh straneh rastlinjaka opravljamo predvsem poleti.
Vrtnine v rastlinjaku zalivamo tudi pozimi. Zadostuje, če to storimo enkrat tedensko. Po noči, ko se temperature spustijo pod ledišče, pa ne pozabimo rastlin tudi pokriti. Dodaten naraven način gretja v domačem rastlinjaku je lahko sveži gnoj. Tukaj je konjski gnoj, ki ga dodajamo v tem primeru pod folijo, tudi pod deske, skratka ne k mladim in občutljivim rastlinam, ampak na takšno mesto, kjer ne dela težav. In tak gnoj je v bistvu pomoč za zviševanje temperature v domačem rastlinjaku. Z razpadom se seveda dogaja marsikaj, kar prispeva k višji temperaturi v rastlinjaku. Do spomladi, ko pa bodo te površine potrebne za mlade rastlinice, pa bo že razpadel v humus in pa z obilohranilnimi snovmi. Tako kot vrt, tudi rastlinjak in tople grede postavimo na sončna mesta. Rastlinjak, ki je postavljen blizu gozda, je dobro ograditi. Srnjad kaj hitro zavoha, ki je dobra hrana. V tem pokritem vrtu Jelki in njeni družini zraste dovolj solate in druge zelenjave, da jim vrtnih vitaminov tudi po zimi ne zmanjka. Če nimate takšnih možnosti pridelave, poiščite lokalne pridelovalce. Jeseni se jih je nekaj združilo v spletno tržnico jemdomace.si. Namen projekta Razvojno-informacijskega centra Slovenska Bistrica je spodbujanje lokalne samooskrbe s hrano. Na zimske mize pa postaviti domače jedi, kislo zelje, repo, jedi na žlico, najde se tudi kaj sladkega. Pred 3 leti je Botanični vrt Univerze v Ljubljani praznoval 200 let obstoja. Takrat so odprli nov rastlinjak. Letos jeseni so obnovili starega. In tako se tudi rastline, ki domujejo v njem, zdaj počutijo bolje. Pa se ob tej novoletni priložnosti sprehodimo po rastlinah, času in prostoru Ljubljanskega botaničnega vrta. Med delom Ižanske ceste in železniško progo je prostor, kjer mestni nemir nekoliko potihne. Tu imajo prednost ptice, ki zobljajo plodove dreves botaničnega vrta. Listi, ki šelestijo, ko jih jeseni spravljajo na kup. Veje, ki zibanjem v vetru ustvarjajo svojo melodijo. Pa voda, v kateri se zrcalijo drevesa in blagoljubne rastline. Pred dobrimi 200 leti je tod še rasel krompir. V času ilirskih provinc je Franc Hladnik, duhovnik in profesor naravoslovja in botanike, 33 arov kultivirane zemlje spremenil v grede, gojenih in iz narave prinesenih rastlin. Nekaj let kasneje, ko so oblast znova prevzeli habsburški monarhi, mu je uspelo vrt domovinske flore ohraniti, ga povečati za nekaj arov in ograditi. Na čas razsvetljene francoske oblasti danes spominja eno najstarejših dreves v vrtu, Marmontova lipa. Poimenovana je po guvernerju ilirskih provinc, Augustu Marmontu. Z njegovo uredbo je bil vrt ustanovljen. Hladnik je praktično oslepel in je leta 1894 delo prevzel Biadzovski, ki je bil do leta 1850 in je potem odšel v Salzburg. Za njim pa je delo prevzel vrtnar Franca Hladnika, Fleischmann, ki je prišel leta 19 v vrt in je v bistvu potem vrt vodil do leta 1867. Potem je za njim pa Konšek in potem pa že pride Pavlin. Pod vodstvom Alfonza Pavlina, srednješolskega profesorja naravoslovja, z izpitom za poučevanje tudi matematike in fizike, se je začel nov razcvet vrta. Pavlin je bil zavzet raziskovalec kranjske flore. Znane so njegove herbarijske zbirke. S katalogom semen je vrt povezal s sorodnimi tujimi zavodi. Tu so prvi seznami semen, indeks seminum ga drugače imenujemo, ki so bili objavljeni, se pravi natisnjeni leta 1889 iz nabirke iz prejšnjega leta 1888. Namreč na osnovi tega je potem potekala izmenjava, različni vrtovi so potem naročili tisto, kar je Ljubljanski botanični vrt ponujal. Tukaj je bila ena izmed Aetus naročena, potem je bil en Phlox naročen, potem je bil Cannabis, kar Cannabis sativa je bila naročena, recimo tukaj noter, Ceterah, to je Slatinka recimo, pa kakšen Delphinium, Fleischmannova Knaucija, Fleischmann je bila recimo naročena, ker je bila pač posebnost od tukaj, Medicago, kar nekaj različnih vrst papaverja,
in tako naprej. Bi rekel, kar zajetno število rastlin je naročil Berlinski botanični vrt. Katalog semen Index Seminum pripravljajo vsako leto. Z njim v mednarodno izmenjavo ponudijo rastline, ki rasejo v Ljubljanskem botaničnem vrtu in tiste, katerih semena poberejo na naravnih rastiščih. Jeseni pobirajo semena ginka. Dvokrpemu ginku pravimo živi fosil. Njegove sledi naj bi našli že v 200 milijonov let starih fosilnih ostankih. Izvira iz Kitajske, kjer so mu zaradi iglic zraščenih v pahljačaste liste rekli tudi drevo z račjimi nogami. Janja Makše skrbi za semensko-gensko banko in izmenjavo semen. Opozori nas, da nabiranje ginkovih semen ni najbolj prijetno opravilo. Semeni prekrita tla po vonju spominjajo na mačje stranišče. Z ginkovih semen nato odstranijo semensko ovojnico. Semena operejo, stratificirajo in shranijo v mivko. V pesek položena semena premete tudi, če ginko naročite prek kataloga semen. Pri shranjevanju v banko semen največ pozornosti namenjajo ogroženim endemičnim rastlinam. Med najstarejšimi semeni, ki so še vzkrila, so bila semena baržunastega osleza abutilona. Stara so bila 40 let. Na drugi lokaciji botaničnega vrta, v rastlinjaku sredozemskih rastlin in sočnic, medtem Blanka pregleduje, kako v toplejšem prostoru uspevajo rastline, ki ne marajo nizkih temperatur. No, ena izmed takšnih rastlin, ki dobro uspeva v sredozemskem podnebju, kjer so torej temperature poleti visoke, je zelo vroče, pozimi pa so temperature nekje okrog 10 stopinj Celzija, je tudi tale bugenvileja. Naravno okolje bugenvileje je Brazilija, se pravi izvira iz Brazilije, to je njena domovina. Za rastlino je recimo zanimivo, da to, kar vidimo, ki izgledajo kot cvetovi, pravzaprav ti barviti listki niso pravi cvetovi, ampak so cvetovi šele tle v notranjo, ki so bodisi beli ali rožnati, zelo drobni cvetki, mogoče neopazni. No, medtem ko te podporne liste cvetov ima pa obarvana rastlina predvsem zaradi svojih opraševalcev, kajti ti drobni cvetovi, ki so v sredini, so za opraševalce neopazni, zato potrebuje nekaj, s čemer lahko rastlina privabi svoje opraševalce in zato so ti barviti vijolični listi. Prav tako zelo zanimiva rastlina, ki je prav tako pogosto videna na naših domačih vrtovih, je lantana oziroma po slovensko spreminjevalka. Torej ime spreminjevalka je dobila zaradi tega, ker lahko v istem socvetju na rastlini opazimo 2 ali celo 3 barve cvetov. V začetku je rastlina tako rumenkaste barve, potem pa počasi prehaja od oranžne v temno vijolično. Mogoče je dobro biti tudi pozoren na njene plodove, tele črne jagode, kajti ob dotiku se izloča temna snov, temna tekočina, ki jo boste prav tako zelo težko spravili iz kakšne obleke, če seveda po naključju zaide tja. Rastlinjak sredozemskih rastlin in sočnic ob biološkem središču pod Rožnikom ni edini rastlinjak botaničnega vrta. Prvega, tik ob upravni stavbi, je postavil ravnatelj Jože Lazar v 50 letih prejšnjega stoletja. Na gredicah in v skalnjaku v njegovi bližini najdemo Juvanov netresk, samoniklo rastlino Donačke gore, poimenovano po vrtnarju Francu Juvanu, ki je v vrtu deloval 64 let. Kot samostojno vrsto ga je opisal Vinko Strgar, prav tako vodja botaničnega vrta. V bližini so posajene tudi ciklame, pri katerih, tako kot pri navadnem malem zvončku in žafranu, proučujejo in popisujejo raznolikost oblik. Ob 200-letnici vrta pa so odprli nov 533 kvadratnih metrov velik rastlinjak. V novem rastlinjaku, ki je s prehodom povezan z najstarejšim, domujejo rastline iz tropskih predelov, ki bodo ob ustreznih pogojih kmalu zapolnile zdaj prostran, visok prostor. Posebno zbirko vlagoljubnih rastlin in mesojedk si lahko brezplačno ogledate v rastlinjaku Tivoli, za katerega v vrtu skrbijo dobro leto. Pred mesecem so ga v okviru naravoslavnega dne obiskali šestošolci osnovne šole Dobrna. Najbolj so jih navdušile mesojede vrčnice, tiste, ki v svoje vrče pospravijo tudi kakšno žabo ali miš. Učence pa so zanimale tudi toplo in vlagoljubne rastline. Zdaj si pa poglejmo, še tale fikus tukajle.
Prej smo že spoznali dve različni vrsti fikusov, naprimer tega benjamina. Tukaj imamo pa še en fikus, ki se imenuje gumovec. In preden so pridobivali gumo iz kavčukovca, so jo pridobivali iz gumovca. Ravno zato je bil tudi tako poimenovan. Če bi zarezali v steblo gumovca, bi vam pretekal tak bel mleček in iz tega so potem delali tudi gumo. No, tale rastlina se pa imenuje vanilija, spada med orhideje. No, tudi vanilija naredi tak bel cvet, vendar ko naredi en cvet, ta cvet cveti samo en dan, potem pa propade in naslednji dan zacveti nov cvet. Naredi take bele cvetove, ki so podobni cvetovom orhidej. Ko pa enkrat odcvetijo, naredi vanilija tak podolgovat rjav strok. In ko podrzajo aromo iz tisto sredico, iz tistega stroka ven, to uporabijo potem tudi kot dodatek raznim pecivom. Če pa te stroke namakajo in tisto vodo potem posušijo, potem to uporabijo kot vaniljev sladkor. Tako kot so se v zadnjih 3 letih razrasle rastline v Tivolskem rastlinjaku, se bohotijo toploljubne predstavnice v novem pokritem domu. Pred dobrim letom in pol smo v njem nabrali banane, pred mesecem pa zrna kave. Takrat smo na starem štedilniku zrna tudi spražili, zmleli in iz njih skuhali kavo. Star rastlinjak so zgradili v 50. letih prejšnjega stoletja. V njem domujejo predvsem posodovke, ki pri prezimovanju ne marajo sobnih temperatur. Ta stari rastlinjak so obnovili septembra. Utrdili so nosilce, streho in uredili prezračevanje. Zdaj se v njem dobro počuti tudi gumovec. Gumovec, ki tukaj raste že od leta 1955, dobro kaže tudi na razmere, kot so bile včasih v vrtu, zato ker gumovec je nekoč rastel tukaj v loncu, bil je tak, bi rekel, kar pločevinast lonc. Ti slonc je z leti popolnoma preperel, vse te nadomestne korenine so prišle do tal in v bistvu gumovec je tukaj zgradil nadomestne korenine, ki so danes deblo in še vedno na istem mestu raste. Rastlina je bila sicer zdaj pri sami gradnji seveda tudi poškodovana, zato ker je kar nekajkrat sonce zažgalo, vendar fikus se izredno dobro obrašča in se bo obrastel nazaj tako kot vsako leto, ker vsako leto smo morali to rastlino nekoliko brezati, zato ker je dejansko bi drugače tle že porilna streho rastlinjaka, ker tu so ogromna drevesa. Kljub vsemu pa ta fikus danes kar lepo pokaže tisto, kar se v naravi dogaja, ker fikusi velikokrat uskalijo v drevesnih krošnjah, potem pridejo do tav in v bistvu matično drevo zadušijo. Med rastlinami botaničnega vrta v Ljubljani se lahko sprehodite tudi v zimskih dneh. V rastlinjakih vam bo zdaj prijetno toplo. Nekatere rastline zdaj tudi cvetijo. V sončnih dneh pa boste na zunanjih gredah že našli kakšen spomladanski cvet. Danes bomo naredili novoletni aranžma v lubje in sicer v zelenih umirjenih barvah. Podstavek smo že prej tako priredili, da je fiksen. Elegantne sveče v zeleni olivni barvi bomo fiksirali v sredino. Vedno pazimo, da sveče niso preblizu skupaj, tako da lahko v miru gorijo. Zakrili bomo gobo z mehko volno, nekoliko drugače. In vse skupaj pritrjevali iz žic. Barve, ki jih imamo, so bolj harmonične, hkrati pa imamo v sami tkanini tudi rdečo božično barvo. Ne bomo uporabili preveč materialov, zaradi tega, da ti materiali, ki jih uporabljamo, pridejo do izraza. Volna deluje toplo in pravzaprav letošnji trend, ki se je pojavil v floristiki, so ravno volneni dodatki. Kot sam kontrastni element bomo uporabili v dekoraciji bunkice, ki imajo gladko površino, delujejo hladno in bodo poživele to našo postavitev. Bunkice smo pritrdili na žico.
zaradi tega, da lahko spremenimo tudi pozicijo, vkolikor nam pač ne odgovarja pozicija bunkice v aranžmaju. Pri tem pazimo, da preveč materijala ne damo okrog same sveče, namreč sveče morajo nemoteno goreti. Poigravamo se tudi z različnimi odtenki zelene, ravno tako z različnimi velikostmi. Bunkice smo pritrdili na žico tako, da smo odstranili običajna pritrdila za bunkice in vse skupaj s silikonsko pištolo pritrdili. Da bomo imeli še nekaj naravnega materijala, bomo uporabili srpasto jelko, Cryptomerijo japonica, ki ne odmetava iglic. Dobimo tudi elegantne dolge linije in tudi to lahko pritrdimo za žico. Za žico pritrjujemo na ta način, da pač žico na primerno velikost odrežemo, naredimo takole priponko in daljše, večje zadeve je potrebno pritrditi tudi z daljšimi žicami. In enostaven, nekoliko drugačen aranžma je narejen.